Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka zgodba o rimah, ki na zabaven, drzen in sodoben način obuja eno najbolj znanih slovenskih pesnitev. Slovenski vsestranski ustvarjalec Andrej Rozman Roza je znamenito pesnitev Povodni mož, ki je nastala izpod peresa slovenskega pesnika Franceta Prešerna, postavil v današnji sodobni čas med motorje, glasbo, mestni vrvež in mladostno prevzetnost. Namreč spoznali bomo Urško, lepotico našega časa, ki verjame, da zanjo ni dovolj dober kar vsak. A usodna srečanja se zgodijo ravno takrat, ko jih najmanj pričakujemo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo hudomušni in pomenljivi zgodbi o rimah, nastali izpod peresa avtorja Andreja Rozmana Roze z naslovom Urška. Res hudo je, če prelep si za ta povprečen svet. Ko je v mestu veselica, nasmejana so vsa lica. Godba menja se nenehno, polka, rock'n'roll in tehno. Vse se plete, vse se zvija, vse bolj raste euforija. Moški, ženske, stari, mladi, vsi se imajo strašno radi. V celem mestu eno samo bitje zgleda kot bolano. To je Urška, lepotica, ki je prav kislega je lica. Bolj ko gleda te ljudi, bolj je jasno, da ga ni tipa, ki bi bil dost lep, da bi šla se z njim vrtet. In ko se v polnoči vse še kar brez nje vrti, grabiti jo začne obup, kar zasliši čuden hrup. Vse glasneje in vse bliže, da preupije mile viže. Ko iz temnega obzorja vstane bleda luč motorja. Luč počasi, ko da išče, tjava tja, kjer je plesišče. Spremlja pa jo takšen zvok, da vse pade godcem iz rok. Saj rohni in ropota, kot iz drugega sveta, dokler končno ne ustavi, se ob Urški ni postavi. Urško, ko ob njej parkira, kar potresa od nemira. Hrup pa utihne, luč se utrne in iz silhuete črne ostane tip visok koščen, lep kot kakšen maneken. Ko pa še čelado sname, zdi se, da je iz reklame. Urška srepo buli van, kot bi bil pred njo ekran. Tip pa reče: živjo mala, a bi malo zaplesala? In ker godba kar molči, tipček jezno zakriči: kva je bend, a bo že kaj? Eno hitro zaigrej. Končno mene vreden tip, dahne Urška in čez hip vsa ljubezni zagori, da ji plamen iz oči švigne s tako energijo, da prisotni onemijo, češ, kako je to mogoče, da ni tipu ksiht nič vroče. Bend pa kakor nor zašpila, da so v ognju vsa glas zbila. Saksofoni zažarijo, iskre od činel letijo in dim se vije iz kitar, da se zdi, da je požar, ko se lepi par teles zapodiv divji ples. Urška se v ekstazi meče, da si skoraj zlomi pleče. Tip pa tudi ni od muh. Krepek je, čeprav je suh in obvlada rock'n'roll.
Urško gor, dol, naokol suče, Bog ga nima rad kot najboljši akrobat. In ker ve, da tip je pravi, Urška nikdar se ne ustavi, vse dokler ne pride ura, ko je končno konec žura. Takrat reče Urška Zala: strašno dobro sva plesala, skoraj več ne čutim nog, daj, zapelji me en krog. Tipček najprej hladno pljune velik kos žvečilne gume ter zakurbla, stisne plin. Urška, ki sedi za njim, pa ljubeče se oklene hladne, črne in koščene soplesavčeve postave in že planeta v daljave. Že popoldne se razve, da kjer mož čez Savo gre, neurejene so bankine in asfaltne izbokline ter pretirana hitrost bili vzrok, da je zgrešil most. Zvlekli so motor iz reke, a od njiju niti obleke. Kako igrivo, duhovito in hkrati zgovorno prepletanje preteklosti s sedanjostjo. Urška nas je, tako kot v Prešernovi pesnitvi, opomnila, da prevzetnost, hrepenenje, zaljubljenost v lastno podobo in slepa očaranost lahko vodijo tudi v nepričakovane razplete. A prav v tem je čar poezije, da nas zabava, nas smeji, hkrati pa nam vtisne misel, ki še dolgo odmeva. Iskrena hvala avtorju Andreju Rozmanu Rozi. V mojem knjižnem kotičku lahko posežemo tudi po takšnih zgodbah, ki nas povežejo z literarno dediščino na svež, zabaven in sodoben način. Pravličen pozdravček prav vsem poslušalcem domišljijskega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Ja, zanimiva zgodba.